Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer, pozdravljeni v moji družbi, sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo VV Faktor. Vrhunec letošnjega praznovanja Dneva državnosti, s katerim je Slovenija zaznamovala 26. obletnico osamosvojitve, je bila osrednja državna proslava, ki je na predvečer praznika poteka na Kongresnem trgu v Ljubljani. Pred proslavo se je, kot vsako leto, na slavnostni seji sestal državni zbor, kjer je zbrane letos nagovoril podpredsednik državnega zbora Matjaž Nemec. Sicer pa predlagam, da pogledamo, kako je bilo leta 1991. Bil je dan, ki je pomenil vrhunec večletnih prizadevanj za samostojnost, dan, ko so se dokončno postavili temelji. Na podlagi izida glasovanja ugotavljam, da je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991 sprejela odlok o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in s tem razglasila to listino. S sprejetjem deklaracije o neodvisnosti in temeljne ustavne listine smo postali suverena država. Dan pozneje smo se dokončno odpovedali staremu in pozdravili novo. Gospod predsednik, četa teritorijalne obrambe je postrojena v čast Republike Slovenije kot samostojne države in pripravljena za vaš pregled. Poveljnik častne čete, podpolkovnik Krkovič. Bil je dan, ko so se blagoslavljale in zasajale lipe. Daj vsem tistim, ki so in je še bodo odgovorni za skupno blaginjo, poštenje, modrost in moč. Bil je dan sanj o prihodnosti. Zmogli smo, ker je bila naša vera trdna in ker ni bilo zle misli v naših dejanjih. Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan. In prišel je dan, ko so nad mesti zarohnela letala in na ulicah tanki zdaj tuje vojske. V zadnjih urah se je zvrstilo nekaj letalskih napadov, ki vsi kažejo, da agresor še vedno poskuša silo na ozemlju naše države vzpostaviti stanje, ki je zgodovinsko že preseženo. Bil je čas poguma in odločnosti, ko sta politika in narod, vsaj na videz morda, pozabila na razprtije in se poenotila. Lepo pozdravljeni, z nami sta seveda naša stalna komentatorja Sebastian Jeretič iz Kopra in Aljuš Pertinač iz Ljubljane. Dobro večer obema. Dobro večer. Zdaj malo smo videli te zgodovinske posnetke iz leta 1991, ampak zdaj, če se vrnemo malo na sedanjost, predsednik države Borut Pahor je v slavnostnem govoru dejal, da je Slovenija absolutno sposobna urejati vse izzive v korist njenih nacionalnih interesov, skupnih evropskih ambicij in čezatlantskega zavezništva. Pa mogoče me zanima, če delita to njegovo mnenje na začetku. Aljuš? Ja, Vlado, jaz mislim, da je zanimivo že to, da je predsednik republike čutil za potrebno, da to pove v slavnostnem govoru, ne? Zdaj bi človek rekel, da za neko normalno državo, tudi če obstaja zgolj 26 let, se to razume samo po sebi. Ampak nažalost je trenutna situacija taka, predvsem v izvršilni veji oblasti, pa včasih tudi zakonodajni, da moramo sami sebe na to opominjati. Še posebej zdaj v teh dnevih, o čemer bomo sicer govorili bolj podrobno kasneje, ko se pričakuje odločitev arbitražnega sodišča glede meje s Hrvaško. Načeloma sicer se jaz strinjam s to trditvijo, Slovenija pač je sposobna urejati vse zadeve znotraj in zunaj v korist njenih državljanov. Res pa je, da mogoče vedno tega ne ureja s takim tempom ali pa na način, ki bi bil za državo pa njene državljane najbolj koristen. Zdaj, mogoče Sebastian, če se vrnemo še malo govoru predsednika države, Pahor je sicer priznal, da Slovenija ne izpolnjuje vseh naših pričakovanj, mestoma smo nad njo tudi odkrito razočarani, pravi Pahor, vendarle pa je v relativno kratkem in zgoščenem času veliko dosegla, dovolj, da so nam
da nam daje upanje in zaupanje v našo prihodnost in boljšo in varno prihodnost naših otrok. Dejal je, da smo lahko z doseženjem nekako zadovoljni. Se strinjaš s tem? Se strinjam. No. Vedno je seveda lahko bolje in upajmo, da tudi bo kaj bolje, ampak realno gledalo danes težko najdete državo, ki bi izpolnjevala pričakovanja svojih državljanov. Živimo v času neke globalne krize, tudi ko nimamo recimo akutne gospodarske krize, je to vsaj psihološka kriza. In mogoče je za Slovenijo ta tudi najbolj značilna. Mi živimo v prekrasni državi, lahko smo hvaležni predvsem za varnost, za klimo, v končni fazi tudi nekako za nivo standarda, čeprav je ravno to tisto področje, kjer bi sami lahko naredili kaj več. In pri tem, da bi sami naredili kaj več za ta standard življenja, ima veliko vlogo seveda ravno pametna oblast, pametna država, ki je pa, dajmo reči, že dolgo nimamo. No? In iz volitev v volitve upamo, da bomo našli nekoga, ki bo naredil to, kar je popolnoma samoumevno, izkoristil naše priložnosti, odpravil tiste birokratske bedarije, ki nas nekako dušijo in vrsto drugih zadev, ne? Ampak iz mandata v mandat dobivamo neke politične garniture, ki se večinoma ukvarjajo ali same s sabo, ali pa s stvarmi, ki so popolnoma marginalne. No? Ampak povlečemo črto, lahko smo hvaležni za današnje stanje naše države in seveda upamo in dejmo kaj narediti, da bo v prihodnje še bolje. Seveda, ključna stvar je, vendarle je to pač zgodovinska pridobitev, da smo Slovenci dobili svojo državo. Zdaj zelo hitro smo izgubili del samostojnosti, ne? Zaradi tega, ker smo se pač priključili Evropski uniji. Pahor pravi, da slovensko prihodnost vidi kot evropsko, še bolj povezano in močno, čeprav Evropska unija kaže tudi neke svoje slabosti, vendar smo vanjo povezani bolj svobodni, bolj samosvoji, bolj uspešni in bolj varni, kot bi bili brez nje. Zdaj, mogoče, Aljuša, se ti zdi hitro, da ali je Slovenija sploh izživela to svojo državnost, na katero je čakala tisočletja, tako rekoč, v bistvu, ne. Mislim, ali smo prehitro pač stopili v neke integracije, ki pač imajo določene, oziroma v klub, kjer so pač določeni pogoji v tem klubu. Ja, nam se vlado pozna predvsem to, se mi zdi, no, da imamo primanjkljaj te demokratične tradicije in pa primanjkljaj pač tradicije državnosti, ne. Zdaj, parlamentarizem pri nas je relativno nov pojav, ne. Nekega je bilo sicer takoj po prvi svetovni vojni, ne. Potem je kar hmalo sledila tudi diktatura. Kasneje smo imeli pač enopartijski sistem po drugi svetovni vojni, zdaj pač od leta 90 naprej imamo politične stranke. Politične stranke so izrazito mestni pojav, ne, ker v Sloveniji nimamo praktično razen Ljubljane, velikih mest, vidimo, da stranke se niso prijele, ljudje imajo nizko zaupanje v politične stranke, malo da ne bogokletno, če je sploh kdo član kakšne stranke in to še javno razglasi. Raje imamo gibanja in tako naprej, neke bolj, bi rekel, ruralne oblike združevanja. Po drugi strani pa tudi nimamo pač neke zgodovine državnosti, ne. Prvič smo imeli svojo državo z pač razglasitvijo samostojnosti in to se pozna, ne. Glede na to, da smo stari 26 let, se strinjam s Sebastianom, smo lahko zadovoljni z do zdaj prehojeno potjo. Vprašanje pa je, kako bo naprej, ne. Strinjam se tudi s to njegovo oceno, da na tistem delu, kjer pač so neke naravne danosti ali pa druge okoliščine, nam gre boljše, kot na tistem delu, kjer moramo sami za to poskrbeti. Skozi zgodovino smo bili pač vedno navajeni, da so nekje drugje bili neki centri moči, ali je bil to Beograd ali Dunaj in tako naprej, kjer so nam pač razlagali, kaj moramo storiti. In dokler nam je recimo Bruselj razlagal, kaj še moramo storiti, da pridemo v Evropsko unijo, smo še boljše počutili, kot pa zdaj, ko smo kakor enakopravni član Evropske unije in so odločamo pri tem, kakšna bo naša usmeritev. Tako da se mi zdi, da v prihodnje pogrešamo spet nek smisel, ki bi prišel od zunaj, ker od znotraj se bojim, da ga ne bo, ki bi nas spet poenotil in bi nam dal nek zagon za dosego tega cilja. In mogoče, če bi se zedinili, da je dvig blaginje ta cilj,
kateremu bi si vsi prizadevali, potem mislim, da lahko z optimizmom zremo v prihodnost. Če pa bomo se odločili, da bo ta cilj to, da bo zmagala ena ali pa druga interpretacija pol pretekle zgodovine, potem pa se bojim, da bomo kot družba pač začeli stagnirati in s časoma tudi nazadovati. Tega si pa ne želim. Sebastian, Vlado, prosim, če se lahko veže na to, ravno to, kar je Aljoš govoril. Tukaj se popolnoma strinjam in dosti debate je bilo že o tem. Mi smo imeli dva velika zgodovinska koraka v zelo kratkem obdobju. Najprej se je slovenska javnost poenotila in slovenska na koncu tudi politika poenotila v samostojni državi, tudi tisti, ki so sprva nasprotovali samostojni Sloveniji in naprej zagovarjali Jugoslavijo, so se morali pridružiti. Potem smo imeli drugi veliki cilj, to je bil vstop v euroatlantske integracije in kot je rekel Aljoš, ta cilj nam je od zunaj nalagal vizijo, nalagal neke naloge in potem smo se enostavno zgubili. Jaz se spomnim, da je ravno leta 2005 sedanji predsednik Pahor sprožil inicijativo za tretji veliki konsens. Zakaj je pomembno imeti neke take velike cilje, ki naddoločajo dnevno politiko? Zato, ker delujejo kot neke vrste kompas, ker v 90-ih letih vsaka politična odločitev se je presojala glede na vprašanje, kaj to pomeni za našo harmonizacijo z Evropsko unijo. In ko imaš ti nek tak naddoločen cilj, se potem lahko izogneš temu, kar je na koncu izpostavil Aljoš, da padeš v dnevno politikanstvo brez kompasa, ko ostane zgolj običajen goli boj za oblast, za kadrovska vprašanja, za denar in mogoče bi ravno neka vizija družbenega in gospodarskega razvoja lahko bila tisti neki veliki tretji konsens, ki bi nam spet pomagal najti kompas nekako v tej dnevni politiki. Tukaj mogoče Vlada se opravičujem, samo še stavek. Tukaj se meni zdi, tukaj prav Sebastian, je bila zelo velika zamujena priložnost s to strategijo razvoja Slovenije do 2050. Namesto, da bi to bil nek katalizator, ki bi spet zbudil pač povezovanje in spodbujal neke najbolj kreativne potenciale, se je vse skupaj izvedlo na smešenje pač tega cilja, ki si ga je Vlada noter malo nerodno zapisala, da bomo 2050 dežela srečnih ljudi. Se pravi, implicitno so nam sporočili, da moramo potrpeti sam še 33 let, pa smo iz ta hudega ven. Tako da se mi zdi, da pač vseeno rabimo to nekaj, čemur pravi Sebastian, katalizator in tisti, ki bo sposoben, če se bo tak pojavil, ponuditi nek tak katalizator že za prihodnje državnozborske volitve, ima zelo velike možnosti, da ne samo dobi volitve, ampak tudi mu bo mogoče volilno telo malo dalj časa zaupali, kot pa je recimo zadnjim zmagovalcem volitev. Kot vidimo, pač zadnje nekaj vlad zelo hitro izgubili zaupanje javnosti in to je tudi problem, ker seveda brez zaupanja javnosti vsaka še tako dobronamerna poteza nima praktično nobene možnosti za uspeh. Vse to sem ravno mislil, v bistvu, prvič me zanima ta nocija državnosti, ne samo pri ljudeh, ampak tudi pri politiki, in sposobnost nekih, bi rekel, nekih projektov. V bistvu v zadnjem času se kaže, da se pač recimo, zbiranje podpisov, referendum o drugem tiru. Jaz mislim, da, ne vem, Sebastian, kaj ti praviš, da bi o takih zadevah, ne glede na to, v kakšnem času smo, ali smo pred volitvami, da bi se morale politične stranke doseči neke nacionalne konsenze. Ja, v nekem drugem kontekstu tudi bi, ampak kot prvo, torej ne samo, da nimamo neke enotne vizije in da nimamo nekega krovnega dogovora političnih sil, kaj je tisti minimum nacionalnega interesa, v katerem se ne kregamo, ampak kot si dodatno rekel, nimamo več niti politike, ki bi bila sposobna dnevne zadeve reševati in voditi popolnoma običajne projekte, da ne omenjamo reforme ali kaj podobnega. Skratka, kriza političnega prostora je postala vse globja, sploh pa tudi s padanjem kvalitete. Danes, če pogledaš današnji parlament, pa tisto, kar je bilo na začetku 90-ih, danes so to v glavnem mediokritete v primerjavi s tistim, s čimer je recimo Slovenija nekako štartala. Točno to, Vlado, če dovoliš, ne samo še stavek.
Na začetku 90-ih si imel v politiki dva tipa ljudi. Eno so bili profesionalni politiki, to so tisti, ki so že v bivšem sistemu, v bivši državi šli skozi to šolo, in drugo so bili top ljudje iz svojega področja, ekonomskega ali kjerga drugega. Zdaj se pa bojim, da v glavnem imaš ljudi v politiki, ki jim ni uspel na njihovem področju in zdaj iščejo pač srečo in celo zaposlitev v politiki. In to je bistvena razlika in to, kar prav Sebastian drži, vsi ti novi obrazi, neizkušeni, katerih glavna kvaliteta je ta, da nikoli v življenju niso sprejeli nobene pomembne odločitve. To pa, kot kaže, zadnji primer je očitno glavni selekcijski kriterij za predvsem vodilno vladno stranko, da nastavlja pač ljudi na pomembna mesta, seveda ne morejo dati boljših rezultatov kot te, ki jih zdaj spremljamo. In mi smo nekako izgubili ta fokus v smislu, da pač je politika, ki ima na koncu roko nad vsem, kar se dogaja med ljudmi, zahteva tudi najboljše kadre in tega nam zdaj manjka. Zdaj, te delitve, nezmožnost sobivanja, nezmožnost razumevanja neke vsebine, to je po mojem ključni problem. Ta enotnost, seveda, kot je Matjaž Nemec rekel, ne pomeni, da smo brez razlik, ampak vendarle mislim, da jih znamo presegati na pameten način. Ja. In da se to je glavni problem Slovenije. Torej, Slovenija je globoko razklana družba. Torej, imamo urbano, ruralno, progresivno, konzervativno. Torej, razdeljeni smo po več vseh, glede na moralo, glede na preteklost in vse. In enostavno nimamo ne kulture, ne ljudi, ki bi bili sposobni v političnem prostoru preseči te razlike. In zato bo zelo težko najti tudi skupni imenovalec tistega nekega nacionalnega interesa, o katerem se recimo politika ne bi prepirala in bi nastopala navzven kot reprezentanca. Plus se mi zdi, samo še par besed, manjka grožnje iz tujine. Se pravi, v času turški upadi, kmečki upori, čas NOB-ja, prva svetovna vojna, potem vojna za samostojnost. Vsakič, ko je bila neka resna grožnja iz tujine, smo se bili sposobni poenotiti za skupni cilj. Zdaj pa pač to manjka in tukaj je problem. Nimamo tistega motivacijskega dejavnika, še enkrat ponavljam, od zunaj, ki bi prišel in bi nas prisilo, da gledamo naprej za skupno drobno. Namesto tega pa pač se igramo v peskovniku političnih igric vsak dan, pa še to nam čedalje slabše gre, kot pravi Sebastian. Dobro, jaz bi predlagal, da na tej točki prekinemo, govorili bomo še o politiki, ampak to ne več o združeni levici, ampak o levici po oglasih.